Prošnja za vlakom po novi progi je bila odlična izkušnja. Sam sem izkusil, da je Slovenija odlično na poti za prihodnost, modernizacijsko progo, njeno elektrifikacijo, njeno posodobitvijo, smo dokazali, da znamo izvajati tudi najzahtevnejše projekte, pomočjo evropskih sredstev, pa tudi domačega znanja vseh naših ljudi, ki so pri tem sodelovali. Tako da izjemno sem odličen na tem, da smo uspeli to 109 km dolgo progo tako uspešno posodobiti, elektrificirati in pokazati, da Slovenija je moderna država, država, ki gleda v prihodnost in ki na ta način povezuje nas vse, ljudi, naša podjetja, s sosednjimi državami. Še posebej veseli, da je tukaj danes z nami spoštovani minister z Madžarske, da so naši odnosi z Madžarsko odlični in da tudi s to posodobitvijo proge vzpostavljamo še eno novo, uspešno, moderno povezavo med Slovenijo in Madžarsko. To, kar delamo tudi na področju energetike, energetskih povezav, električnih, torej drugih povezav. To, kar bomo storili v prihodnje na podlagi cestnimi povezavami, tako da bosta naši državi v vseh pogledih tesno skupaj, kar bo dobro za ljudi na obeh straneh in tudi za gospodarstvo. S tem postaja slovensko gospodarstvo še bolj konkurenčno in s tem pravzaprav našo Luko Koper, naše morje povezujemo z moderno progo, z Madžarsko, z državami srednje in vzhodne Evrope, kar je seveda še posebej pomembno za naš razvoj. In potem so tu še naše ceste, ne samo obnove cest, ampak tudi tretja razvojna os in mnogi projekti, ki se jih lotevamo. In naj končam s tem, da smo moderna država, to dokazujemo z današnjim velikim odprtjem te moderne proge. Gledamo v prihodnost in verjamem, da bomo našim otrokom, prihodnjim generacijam omogočili najbolj moderne povezave in s tem tudi Slovenijo še naprej razvijali po najboljših možnih močeh. Hvala, ko ste danes tukaj z nami.
tako naših dobrih medsosedskih odnosov in vesel sem tega, da bo ta proga prinesla razvoj teh odnosov, spodbudila možnosti gospodarstva pri nas in v sosednji Madžarski, pa tudi širše, in da bo seveda teh 109 km proge, ki je bil še edini odsek na evropskem prometnem koridorju od Španije do Ukrajine, ki ni bil elektrificiran, da bo torej ta odsek prinesel povsem nove možnosti tudi našemu gospodarstvu, predvsem pa tudi temu, da bomo lahko iz naše Luke Koper pretovarjali še več tovora v vzhodno in veliko srednjo Evropo. In naj tukaj za hip postavim vprašanje Luke Koper. Kajti Luka Koper je naše okno v svet, na stik z Jadranskim morjem in svetom, tako kot so vse naše druge povezave, stik z drugimi deli sveta. In naj zaključim s tem, da se res še enkrat najlepše zahvalim vsem, ki ste omogočili uspešno izvedbo tega projekta. Da še enkrat rečem, projekt vedno pride od ljudi in je na koncu namenjen ljudem. Da se še enkrat ozrem na to, kako pomembno je, da sodelujemo s sosednjimi državami, da sem vesel, da se naše sodelovanje z Madžarsko tudi s tem projektom nadaljuje in razvija v pozitivni luči. In da sem seveda še posebej vesel, da danes ta dogodek slavimo ravno v letu, ko praznujemo tudi 25. obletnico samostojne in neodvisne Slovenije. Vlado Kreslin prepeva, da nas proga odpelje v svet po vprašanja in nas na to vedno znova pripelje nazaj z odgovori. Jaz upam, da bo tudi ta proga vas, mene, vse nas skupaj peljala v svet in nas pripeljala nazaj z najboljšimi možnimi odgovori, nas še naprej povezovala med seboj in z drugimi državami in da bomo ponosni, da imamo to lepo Slovenijo, ki jo tudi svet pozna, ki je na svetovnem zemljevidu in da bomo ponosni na našo razvojno pot. Hvala vam, ker ste tukaj danes, da proslavimo skupaj ta dogodek in želim vam še naprej lep dan.